Klubu slovenskih podjetnikov smo odprli debato na temo učinkovitosti ekip v negotovih časih. Pogovarjali smo se predvsem o tem, kaj motivira zaposlene, kaj je tisto, kar nekako zagotovi njihov zanos in tudi dviga učinkovitost vsakega posameznika. Ko v podjetju zaznamo, da ekipe ne delujejo optimalno, je treba najprej pogledati razloge, se pogovorimo z vodji, imamo tudi odprta vrata, tako da lahko tudi zaposleni pridejo do nas, tudi do nadrejenih. Nedelovanje ekipe se najprej pokaže v odnosih, potem se pokaže v rezultatih in na koncu, če ne popravimo to v komunikaciji, zadeva razpade. Za soočanje s vsemi izzivi, še posebej izzivi na področju učinkovitosti ekipe, je zelo pomembno zaupanje, zelo je pomembna psihološka varnost, se pravi, da se zaposleni počutijo varne pri tem, in pa zaupanje v samo vodstvo. Vsaka motnja se odrazi na energiji podjetja in če tega kot vodja ne zaznaš, potem pač nimaš stvari v rokah, ne? V pogovoru z današnjimi gosti smo prepoznali kar nekaj priložnosti, kjer so različna podjetja bodisi organizirala interne hekatone ali celo sodelovanja s specifičnim problemom na nivoju večjih podjetij, in je to sodelovanje med različnimi strokovnjaki z različnih področij obrodilo izjemne sadove z vidika dodane vrednosti. Veš, da ekipa ne funkcionira, predvsem takrat, ko je veliko, rečemo, slabe volje v ekipi. Takrat veš pač, da nekdo nima informacij, ki bi potreboval, in takrat moraš pač ukrepati, kar pomeni, da vzpostaviš pač neke elemente v procesih, ki pač omogočajo to, da se informacija prenese uporabnikom, ki jo potrebujejo. Mi se nikoli ne bi zadovoljili s tem, da bi rekli, da je 70% ljudi pri nas zadovoljnih z klimo v podjetju in z svojo službo. Mi želimo, da je ta procent 100%. Negotovost prinaša izzive, ampak vsak izziv pa prinaša tudi priložnosti. Tako da to je bila nekako glavna tematika, ki smo jo danes obdelali, posebej z ozirom na to, kako zagotoviti ekipno sodelovanje, kako zagotoviti učinkovito dinamiko, kar v končni fazi poveča output in posledično tudi pomaga vsakemu podjetju, da prepluje tudi malo bolj negotova morja.